Gripa, ki je lep čas razsajala v mestu tudi tukaj, se je polegla in na številki 111 so otroci spet zaslišali glas svoje priljubljene telefonske tete. Še preden vam povem novo pravljico in zapojem pesmico, se vam moram zahvaliti za številna pisma in risbe, ki ste mi jih poslali, ko sem ležala za hudo gripo. Na kupe pisem je vsak dan prinašal poštar in dejal, da je že star, ampak da toliko pošte v življenju še ni raznesel. Zdaj vem, da me imate resnično radi in zato sem srečna. Pa tudi vašim babicam, ki so med tem časom pripovedovali tako lepe pravljice, se iz srca zahvaljujem. Za danes pa sem vam, ljubi otroci, pripravila pravljico o Nejčkovem konjičku. V tistih časih, ko še ni bilo vlakov, avtomobilov, avionov in drugih hitrih vozil, s kakršnimi se mi danes prevažamo iz kraja v kraj, iz mesta v mesto, iz dežele v deželo in po širnem svetu, so se ljudje vozili z vozmi in z imenitnimi kočijami. Vanje so bili vpreženi iskri vranci, ki so topotali po belih prašnih cestah. Ni šlo tako hitro, kot gre danes, vendar so ljudje tudi takrat prišli, kamorkoli že so bili namenjeni. Takrat je živel fantek, ki mu je bilo ime Nejček. Za rojstni dan mu je oče kupil lepega, rjavega konjička in zelen voziček. Na, Nejček, to je zdaj čisto tvoj konjiček. Glej, da boš skrbel zanj, da ne bo nikoli lačen in žejen, da ga ne bo nikoli zeblo in da mu ne bo nikdar prevroče. Na voziček pa tudi pazi, da bo imel vselej vsa 4 kolesa. Za prvo Nejčkovo pot je oče napregel konjička v zelen voziček in že sta se odpeljala z domačega dvorišča in se znašla na cesti. Nejček je imel v rokah bič, pa ne da bi švrkal konjička, ne, le zato, ker imajo v rokah bič vsi pravi kočijaži in vozniki. Med vožnjo je veselo popeval. Konjiček, hudo se mudi, poskoči, poskoči. V Dolgi vasi je imel Nejček strica, ki bi mu rad pokazal svojega iskrega konjička in zelen voziček. Konjiček je poskakoval po cesti, ki je peljala zdaj naravnost, zdaj zavila na levo, zdaj na desno, se uspela na griček in se spustila v dolino. Kot veter je dirjal konjiček. Nejčku je kar sapo jemalo. Že so se pokazale prve hiše v Dolgi vasi, ko se na cesti znajde črn muc. Konjiček poskoči, se ogne mucu, Nejček pa čov z vozička. Obsedel je na cesti, toda na srečo se ni nič hudega zgodilo. Malo se je popraskal, a kaj je to za junaka, kakršen je bil Nejček. Konjiček je medtem dirjal kar naprej, ne da bi vedel, da je izgubil Nejčka, in se ustavil šele pri stričevi hiši v Dolgi vasi. Pa Nejček? Kje pa je Nejček? Se je ustrašil stric, ki je zagledal prazen voziček. Nejček? Kje pa naj bi bil, če ne na vozičku? Na vozičku ga ni? Si ga zgubil med potjo, kaj? Tedaj je Nejček že pritekel in rekel stricu, da je za vse to kriv črn muc, ki je planil na cesto, da pa ni nič hudega. Kaj takšnega se lahko zgodi vsakemu, ki ima tako iskrega konjička. To je že res. Danes se je srečno končalo. Glej, da jutri ne bo kaj hujšega. Medtem, ko si je stric natanko ogledoval konjička z vseh strani, je Nejček grizel sladko jabolko, ki mu ga je dala teta. Potem se je usedel na voziček in preden je odrinil domov, je zapel. Konjiček, hudo se mudi, poskoči, poskoči do Dolge vasi. Poskoči, poskoči do Dolge vasi. Konjiček, hudo se mudi, poskoči, poskoči